Zadnji 2 leti so vam govorili, da je vaša plača največja obveznost v bilanci stanja vašega podjetja. Govorili so vam, da vam umetna inteligenca jemlje službo. Digitalni delavec je neskončno cenejši od človeškega. Toda v sejnih sobah Microsofta in Uberja se je nekaj pravkar spremenilo. V ozadju Microsoft ukinja lastna interna orodja umetne inteligence, Uber pa je v samo 4 mesecih porabil celoten proračun za umetno inteligenco za leto 2026. Velika zamenjava z umetno inteligenco je naletela na zid. Prvič v zgodovini ste zdaj vi cenovno ugodna možnost. Konec leta 2025 je Microsoft svojim inženirjem omogočil dostop do Claude Code, enega najmočnejših orodij za programiranje z umetno inteligenco na trgu. Tisoče razvijalcev, vodij in oblikovalcev je bilo pozvanih, naj več svojega dela prepustijo cloudu. Posledično je programiranje z umetno inteligenco postalo osrednji del njihovega dela v ekipah. Rezultati so bili vidni takoj. Uporaba orodja se je po podjetju razširila hitreje, kot je večina pričakovana. Nato je podjetje maja 2026 začelo te licence umikati. The Verge je poročal, da je Microsoft preklical večino neposrednega dostopa do Claude Code in do 30. junija 2026 inženirje preusmeril na svoje cenejše orodje GitHub Copilot CLI. Najbolj so bili prizadeti člani ekipe za Windows in Microsoft 365. Uradno je šlo za vzdrževalna opravila. Orodje je preprosto postalo preveč priljubljeno. Bolj kot so se inženirji zanašali nanj, večji je postal račun. In bolj kot je naraščal, hitreje je Microsoft zapiral dostop lastnim zaposlenim. Orodje je bilo preprosto predobro in predrago. Obrat se je končal prav ob zaključku poslovnega leta, ko podjetja iščejo stroške za rezanje. Odklop inženirjev ni vplival na Microsoftovo stavo na isto tehnologijo. Novembra 2025 je Microsoft pristal, da vloži $5 milijard v Anthropic, proizvajalca Clauda. V zameno je Anthropic pristal, da bo za $30 milijard uporabljal Microsoftov oblak Azure. Dogovor se nikoli ni spremenil. To ni bilo podjetje, ki bi izgubilo vero v umetno inteligenco. Še vedno je verjelo v izdelek, še vedno je želelo pobrati dobiček. Samo ni želelo samo nositi stroškov. In Microsoft ni bil edini. Enako se je dogajalo tudi pri Uberju. Aprila 2026 je glavni tehnološki direktor Uberja, Pravin Nepali Napolinaga, priznal, da je podjetje že porabilo celoten proračun za leto 2026 za orodja za kodiranje z umetno inteligenco. Celotno letni denar je izginil v 4 mesecih. Uvedba je dosegla približno 5000 inženirjev. Konec leta 2025, sprejetje pa je hitro naraščalo. Februarja 2026 je približno 32% inženirjev uporabljalo Claude Code. Do marca 2026 jih je bilo že 84%. Uber je to spodbujal, celo izdelal lestvice, ki so ekipe razvrščale glede na uporabo umetne inteligence. Uporaba se je spremenila v tekmovanje, nato pa je zmanjkalo denarja. Povprečen inženir je porabil od $150 do $250 na mesec, najtežji uporabniki pa so dosegli od $500 do $2000 vsak. Nagasam je v eni sami dvourni predstavitvi porabil $1200 žetonov. Ko so lestvice spodbujale vsako ekipo, da napreduje, je z njimi naraščal tudi mesečni račun. Nihče se ni ustavil, da bi vprašal, kje je meja. Generalni direktor Uberja pravi, da agenti umetne inteligence zdaj napišejo približno 10% njihove kode, opravljajo pravo delo, vendar ni nobenih pravih prihrankov. To je kot da bi družina v enem samem vikendu zapravila sklad za 25-letno hipoteko za živila. Takšen je bil potek Uberjevega 4-mesečnega zloma. Glavni operativni direktor Uberja, Andrew McDonald, je številke opisal kot eksplozijo glave. Kljub vsem žetonom, ki so jih njegovi inženirji porabili, ni mogel pokazati ničesar, kar bi stranke lahko občutile. Pravijo nam, da umetna inteligenca prihrani denar, ker nadomešča drage ljudi, a resnica je precej drugačna. Visoko zmogljiv agent umetne inteligence lahko povzroči ogromne skrite stroške na opravljeno nalogo v primerjavi z mlajšim razvijalcem, ki ga nadomešča. To so najbogatejša in najbolj napredna podjetja na svetu, pa si vseeno ne morejo privoščiti, da bi imeli svojo umetno inteligenco ves čas vključena. Celotna industrija si je lagala, da bo to prihodnost, namesto tega pa zdaj plačujejo račun. V letih 2025 in 2026 so največja tehnološka imena spremenila uporabo umetne inteligence v šport. Pri Amazonu so zaposlene silili do največjega števila žetonov, kar je žargon za to, da porabijo čim več žetonov. In to je težava. Več žetonov pomeni večji račun ob koncu meseca. Sporočilo Amazona ni bilo: uporabljajte umetno inteligenco pametno, ampak uporabljajte več. Pri Meti je zaposleni ustvaril uporabniško tablo z imenom Klaudianomika, kjer so zaposlene razvrščali glede na to, koliko so porabili za umetno inteligenco. Intenzivna uporaba je postala znak časti. Inženir, ki je pošiljal največ pozivov, ni izgledal potratno. Izgledal je kot prihodnost. Meta je kasneje prepoznala nevarnost in tablo so ukinili. Ustvarila se je tragedija skupnih dobrin. Vsak je izkoriščal vire za lastno korist. Za posameznega inženirja je en dodatni poziv pomenil skoraj nič, ker je res bil skoraj nič. Bil je le delček centa, zato nihče ni okleval. Nihče ni vprašal, ali je ta poziv sploh potreben.
In vsak je vsakič posegal po stroju. To jim je prineslo točke na lestvici. Nihče se ni ustavil in pogledal širše slike, celotnega seštevka. In ta seštevek je bil brutalen. Eno neškodljivo navodilo, tisoče delavcev, milijoni nalog, vsak dan. Vse to je preraslo v številko, ki je nihče ni mogel zagovarjati. A klepetalni roboti so bili le ogrevanje. Prekomerna uporaba klepetalnega okna je draga navada, ne pa grožnja preživetju podjetja. Prava nevarnost se je pojavila v trenutku, ko so ti isti delavci prenehali klepetati z umetno inteligenco in jo preprosto spustili izvajati. To je spremenilo vse. Običajen poziv k klepetu je ena sama urejena izmenjava. Ti vprašaš, model odgovori. Števec klikne enkrat. Agent pa je povsem druga sfera. Ne odgovarja na vprašanje, temveč zasleduje cilj. Če mu predaš nalogo programiranja, dela samostojno. Bere kodo, pripravi načrt, napiše spremembo, izvede teste in poskusi znova, če kaj ne deluje. Zanka se nadaljuje, dokler ne odloči, da je naloga opravljena. Vsak korak stane denar, zato lahko ena sama naloga agenta porabi precej več računalniške moči kot preprost klepet. Običajna naloga porabi 5 do 30krat več žetonov. V najslabših primerih, pravijo poročila, lahko ta številka preseže celo 1000-kratnik. In najdražji del ni delo, ki uspe, najdražje je delo, ki ne uspe. Swebench je industrijski test, sestavljen iz pravih programskih napak, ki so jih iz izvorne kode vzeli in jih morali človeški inženirji nekoč ročno popraviti. Najboljši agenti trenutno rešijo manj kot 50% testov. Agent najde napako, predlaga popravek, zažene teste in ne uspe. Zato premisli, poskusi novo pot in znova ne uspe. Težavna napaka lahko pomeni 5 do 10 popolnih poskusov. Vsak stane približno toliko kot prvi, preden agent obupa ali pa pokličejo človeka, da jo popravi. Predstavljajte si vodovodarja, ki zaračuna polno ceno vsakič, ko mu pade ključ. Vanj zaračuna vsak obisk do svojega kombija in na koncu še vedno pusti, da cev pušča. Temu ne bi rekli prihranek časa. To bi imenovali prevara. In v merilu velikega podjetja je ta neuspešna naloga agenta prav to. Polna cena za padli ključ, brez obljube, da bo popravil. Puščanje. Tudi če cena enega žetona še naprej pada in bo, se težave ne spremenijo, ker nikoli ni šlo samo za en žeton. Čipi, ki poganjajo umetno inteligenco, porabijo elektriko, veliko elektrike, in to je strošek, ki ga nihče ne more preprosto prezreti. Če je ena zahteva v klepetu kot prižiganje namizne svetilke, je agent umetne inteligence kot osvetlitev celotnega stadiona za eno osebo. Bražan Katancaro je podpredsednik za uporabno globoko učenje pri podjetju Nvidia, podjetju, katerega čipi poganjajo razcvet umetne inteligence. Nvidia ima vse razloge, da vztraja, da denar ni problem. In vendar je v intervjuju za Axios Katancaro povedal, da so stroški računalniške moči za njegovo ekipo veliko višji od stroškov zaposlenih. Čipi in energija za poganjanje revolucije umetne inteligence zdaj stanejo več kot ljudje, ki delajo na njej. Stroj ni več poceni del, ljudje so. Industrija se tega zaveda, zato Microsoft že razvija svoje lastne čipe. Njegov najnovejši, Maia 200, je bil narejen zato, da bi znižal stroške poganjanja teh modelov. Na Microsoftovem klicu o zaslužkih aprila 2026 je izvršni direktor Satya Nadella povedal, da Maia 200 proizvede več kot 30% več žetonov na dolar kot starejši čipi v Microsoftovih strežnikih. Že deluje v podatkovnih centrih v Arizoni in Iowi. To je resničen napredek, vendar obstaja past. Vsak prihranek, ki ga strojna oprema ustvari, požrejo delovne obremenitve AI agentov, ki so naložene na vrhu. Vsak žeton narediš cenejši, agenti pa jih preprosto zahtevajo več. Prihranki izginejo, še preden se poznajo v poslovnem izidu. Raziskovalno podjetje Gartner je napovedalo, da bi lahko do leta 2030 obratovanje vrhunskega modela stalo približno 90% manj kot leta 2025. Ogromen padec cene surove miselne moči. In kljub temu, Gartner pravi, da umetna inteligenca v podjetjih dejansko ne bo postala cenejša. Razlog je ista sila, ki pritiska na Microsoft in Uber. Agenti porabijo toliko več žetonov na nalogo, da naraščajoča uporaba preseže padajočo ceno. Podjetja za umetno inteligenco imajo tako ali tako malo razlogov, da bi celoten popust prenesla na stranke. Eden od analitikov Gartnerja je to opisal kot način, kako vodilni stavijo na poceni avtomatizacijo. Poceni vsakodnevni žetoni, je dejal, niso enaki poceni dostopu do najmočnejše umetne inteligence. Poceni del in zmogljiv del sta različna izdelka. Zmogljiv del ostaja drag, medtem pa se človeške plače komaj da premikajo. Stroški vrhunske umetne inteligence niso padli, zato cena digitalnega delavca preseže plačo človeka, ki naj bi ga nadomestil. Takrat se začnejo stvari podirati. Goldman Sachs je opravil izračune in ugotovil, da bi agentna umetna inteligenca lahko do leta 2030 povečala svetovno uporabo žetonov za 24krat. To bi naraslo na približno 120 kvadriljonov žetonov vsak mesec. Velika tehnološka podjetja tekmujejo, da bi zadovoljila to povpraševanje in vlagajo ogromna sredstva v podatkovne centre in čipe za prihodnost agentne umetne inteligence.
Tudi prav to povpraševanje, za katerega ta podjetja porabljajo stotine milijard, je isto povpraševanje, ki uničuje njihove dobičkonosnosti. Gradijo izjemno drage stroje, ki pri vsaki nalogi ustvarjajo izgubo. Nič od tega ni novo, le doseglo je poln obseg. Vrnimo se v leto 2023, ko je Microsoft prodajal GitHub Copilot za 10 € na mesec. Wall Street Journal je ugotovil, da je Microsoft izgubljal več kot $20 na uporabnika vsak mesec, najzahtevnejši uporabniki pa so stali celo do $80 na mesec. $10 prihaja, $80 odhaja. To je poslovni ekvivalent prodaje $20 za $10 in obljubljanja, da boste razliko nadoknadili z večjo količino. Več kot prodaš, več izgubiš. Tiste zgodnje izgube s Copilotom so bile opozorilo, ki pa ga niso upoštevali. En sam agent lahko v eni nalogi porabi toliko, kot je uporabnik klepeta porabil v enem mesecu. Poročilo Goldman Sachsa je to opisalo kot prevelike stroške in premalo koristi. Mož za tem poročilom, Jim Covello, je bil najglasnejši skeptik v prostoru. Opozarja, da bo velika tehnologija za izgradnjo umetne inteligence porabila okoli $1 bilijon. Toda kakšen drag problem vsa ta denar sploh rešuje? Po letih še vedno ni dokončnega odgovora. Poraba je ogromna. Donos je majhen in ga je težko izmeriti. Trg ne zmanjšuje razlike med stroški umetne inteligence in njeno vrednostjo. Nasprotno, razlika se povečuje in vse hitreje narašča. Celotna industrija porablja bilijone, da bi zgradila prihodnost, v kateri bodo njeni paradni izdelki zagotovo prinašali izgubo. In vsak od teh neuspehov ima en sam temeljni vzrok, ki ga noben denar ne more odpraviti. Ko si sistemi umetne inteligence postajajo zmogljivejši, se njihovi stroški ne povečujejo linearno, povečujejo se eksponentno. Prehod iz klepeta na pravega agenta pomeni dodajanje plasti razmišljanja in ponovnih poskusov, pri čemer se vsaka plast nalaga na prejšnjo. Ljudje se obnašamo drugače. Delavec, ki postane bolj usposobljen, običajno postane hitrejši in učinkovitejši pri približno enakih stroških. Oba ne tekmujeta po isti poti, sledita različnim krivurjam. Mlajši delavec podvoji svojo produktivnost, njegova plača pa se komaj premakne. Agent podvoji svojo produktivnost, njegov račun za žetone pa se lahko večkratno poveča. Po cenah iz leta 2026 popolnoma samostojen agent ni zamenjava za delavce. Je luksus. Podjetje si ga lahko privošči le v majhnih, visokovrednih segmentih, kjer se številke izide, a vendar ga kljub vsemu pompu ne morejo uporabiti za celotno delovno silo. Sanje o samostojno delujočem delavcu niso nikoli mogle preživeti zaradi lastnih stroškov. Nikoli ni bilo mogoče, da bi to delovalo. Ljudje niso obvarovani iz prijaznosti ali zaradi nenadne spremembe v korporativnem razmišljanju. Ščiti jih nekaj hladnejšega in bolj zanesljivega. Preprosta aritmetika. Bolj kot je sistem pameten, dražji postane. Velika zamenjava se je zaletela v realnost, ki je nobeno pametno inženirstvo v tem desetletju ne bo moglo zaobiti. Kaj pa vse to pomeni za tvojo službo? V celotnem razcvetu umetne inteligence je bil človek v zanki videti kot mehka ideja, kot nekaj, kar nas pomirja, kot varnostna funkcija, ki jo odkljukaš, da so regulatorji mirni. Tega ni več. To je postal edini način, da vse to deluje. Velika tehnološka podjetja bodo še naprej uporabljala umetno inteligenco in jo usmerjala v majhna, poceni delovna mesta, kjer stroški upravičujejo sredstva. Toda sanje o poceni umetni inteligenci, ki bi nadomestila vse, so že končane. Umrle so znotraj preklicanih licenc in izgorelih proračunov, še preden je umetna inteligenca dosegla preostalo delovno silo. Namesto tega postaja novo delovno mesto, najbolj dragocen položaj v podjetju. Strokovnjak za preverjanje. Nekdo, ki opazuje agenta in ga ujame v trenutku, ko zaide v drag zanko neuspeha. Oseba, ki preverja rezultate in ustavi pobegli proces, preden stroški uničijo projekt. Oni so edina stvar, ki stoji med podjetjem in proračunom, ki izčrpava sredstva iz cikla v cikl. Tudi največji navdušenci v industriji to prihodnost opisujejo, čeprav tega ne želijo. Izvršni direktor Nvidie, Jensen Huang, rad pravi, da bo nekega dne 100 agentov umetne inteligence delalo skupaj z vsakim zaposlenim, ne da bi jih nadomestili. Agentov je vedno več, seveda, vendar se množijo okoli enega delavca v središču. Ali stroji ustvarjajo vrednost, ali samo povečujejo stroške? Če tega delavca odstranimo, nihče ne pozna odgovora, dokler račun ne prispe, in dvom v umetno inteligenco se širi. Aplikacija za učenje jezikov Duolingo je močno podprla zgodbo o tem, da umetna inteligenca nadomešča vse, nato pa je stopila korak nazaj. Generalni direktor je priznal, da tehnologija ne bo prevzela dela tako, kot to počnejo ljudje. Podjetje je celo opustilo pravilo, po katerem so bila letna ocenjevanja zaposlenih vezana na to, koliko umetne inteligence so uporabljali, potem ko so zaposleni opozorili, da to nagrajuje zgolj navidezno delo, namesto rezultatov. Tako je prihodnost dela mešanica, ki je bila tako ali tako neizogibna. Ves čas razcveta so nam govorili, da je umetna inteligenca delavec, ljudje pa so le strošek, ki ga je treba zmanjšati. To se je spremenilo. Ljudje smo najcenejši miselni stroj na svetu, prilagodljiv ki deluje na sendvič in nočni spanec. In nikoli podjetju ne zaračunamo 1000-krat več, samo zato, da bi se ustavili in razmislili.
Velika zamenjava ni bila premagana zaradi strahu, premagala jo je preglednica. In v teh številkah se skriva presenetljiva zmaga navadnih delavcev. Ni samo Microsoft tisti, ki vidi, kaj se dogaja. Celotna industrija postaja nervozna glede tega, kaj prihaja. Oglejte si $115 milijard stopnje izgorevanja. AI balon je pravkar počil. Če želite izvedeti, kako AI revolucija propada brez boja, si oglejte ta video.